na to praznovanje pomaga, da bomo nekoč obhajali večno in neminljivo veliko, po Kristusu našem Gospodu. Božja pomoč ostani vedno pri nas.
sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega vstajenja naj nas Svetem Duhu prenovi, da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja po našem Gospodu Jezusu Kristusu, svojem Sinu, ki ste bolj v občestvo Svetega Duha, živi nas ljubi vekomaj. Prvo verilo. Ko je vstal od mrtvih, smo z njim jedli in pili. Verilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril. Vi veste, kaj se je zgodilo po vsej Judeji, začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanil Janez. Kako je Bog s Svetim Duhom in z močjo mazilil Jezusa iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote in ozdravljal vse, ki so bili obsedeni po hudem duhu, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priča vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu on, ki so ga celo razpeli na les in umorili. Bog pa ga je obudil tretji dan in je dal, da so ga videli, ne vsi ljudje, ampak od Boga prej odbrane priče, mi, ki smo z njim jedli in pili, potem, ko je vstal od mrtvih. Nam je naročil, na ljudstvu oznanimo in spričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem spričujejo vsi preroki, da dobi v njegovem imenu odpuščanje grehov vsak, kdor vanj veruje. Poslušali smo Božje besede. Drugo verilo. Iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus. Verilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje, če ste ostali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Hrepenite po tem, kar je zgoraj, in ne po tem, kar je na zemlji. Zakaj umrli ste in vaše življenje je s Kristusom skrito v Bogu. Ko se prikaže Kristus, vaše življenje, takrat se boste tudi vi z njim prikazali v Božji slavi. Božja beseda. Amen.
Gospod za vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Prvi dan tedna je šla Marija Magdalena zgodaj, ko je bila še tema v grobu, in videla, da je kamen od groba odvaljen. Tekla je torej prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus ljubil, in njima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta se torej odpravila in šla v grobu. Skupaj sta tekla, pa je oni drugi učenec Petra prehitel in prišel prvi v grobu. Sklonil se je in videl povoje na tleh, vendar bil stopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je, da so povoji na tleh in da prtički bi na njegovi glavi ni ležal med povoji, ampak posebej zvit na drugem mestu. Tedaj pa je vstopil tudi on in drugi učenec, ki je prišel prvi v grobu in je videl in veroval. Nista namreč umela pisma, da mora ostati od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Sestre in bratje, tu smo že sinoči v vigiliji, ko smo začeli z nočnim bogoslužjem praznovati dan Kristusovega vstajenja, praznovati praznik naše vere, praznik našega upanja, praznik, da je Kristus, kako smo poslušali v prvem berilu, bil celo razpet na križ in umorjen, da tisti Kristus, da njegovo telo ne trohni v grobu, ampak da je vstal. Zato današnjo noč, današnje jutro, današnji dan pretresa ena sama beseda in ta je Aleluja. Kristus živi, Kristus je vstal, veselimo se. Veselo pojejo zvonovi, veliko noč oznanjajo. To je praznik našega veselja, praznik naše radosti. Ne bomo hodili na Kristusov grob, prižigati sveče in objokovati, da je tisti pravični iz Nazareta, ki je hodil od kraja do kraja, delil dobrote, da njegovo telo tukaj trohni, tukaj čaka konec. Ne bomo hodili tja in govorili, vse je bil dober človek, da je vendar nastopil tisto pot, ki jo more nastopiti vsak človek. Nastopil jo je, toda ko je nastopil tretji dan, sestre in bratje, njega ni več v grobu. Pesem slednica današnje daritve pravi: smrt in življenje sta se borila v predčudnem dvoboju. Gospod življenja je umrl, kraljuje živ.
Povej nam, Marija, kaj si videla na poti? Grob Kristusa živega in slavo sem videla ostarega. Angelske priče, prtičim poboje, ustal je Kristus, upanje moje. Pred vami pojde v Galilejo, vemo, Kristus je res od mrtvih vstal. Sestre in bratje, Kristus je vstal, aleluja, amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, Gospod naš Bog, polni velikonočnega veselja, ki darujemo to daritev. Zdaj se tvoja cerkev tako čudovito prenavlja in hrani. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. In svojih stajanja obnovi.
tiste, ki si jih prekrsto prerodili z vode in svetega duha in odpustil vse grehe. Vodi naše dneve v svoj mir, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljem. Blagoslav in sprejmijo Bog podaritev, naj bo duhovna in tebe vredna, da nam postane telo in kri tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda Jezusa Krista. Tisti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitne roke, se vzrl nebo k tebi, Bogu svojemu samomočnemu očetu, te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: Zvolite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel svoje svete in častitljive roke ta veličastni kini, te počastil in zahvali, predal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas.
Svetega Vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiri nam pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nevilom, popolni blaženega upanja. Pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan ustaljenja si svoje učence pozdravil, mir vam budi. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdijo v miru in vali popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Sestre in bratje, Velika noč je praznik povoščina z drugim, ko zaželimo blagoslovljene, vesele velikonočne praznike. Ko drug drugemu voščimo to Kristusovo veselje. Vzhodni kristijani imajo tako lep pozdrav na današnji dan. Kristus voskrese, vo istino voskrese. Kristus je vstal, resnično je vstal. Zaželimo tega miru, ki nam ga prinaša ostali Kristus. Saj je svoje učence na večer prvega dne, ko je vstal od mrtvih, pozdravil: mir vam bo. Zaželimo tega miru drug drugemu. Zaželimo tega prijateljstva drug drugemu in bodimo kot pravi kristijani, kot pravi farani, povezani v eno družino in drug drugemu podajmo roko. Sestre in bratje, glejte, to je Božje jagnje. Jezus Kristus od mrtvih vstali, kruh večnega življenja. Povabimo ga. Gospod, nisem vreden, da priješ meni, ampak reci le beseda in zdravlja moja duša. Blagor vsem, ki Kristus vabi na svojo gostijo. Alleluia.
konačnih skrivnosti, naj pride do slave vstajanja po Kristusu našem Gospodu. Gospod za vami. Naj vas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha. Po vstajenju svojega edinorojenega Sina nas Bog prenavlja za večno življenje. Naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike nedelje. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali neminljivo veliko noč. Podelil vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v